Dobrodošli nazaj v oddaji Ask the Truth na JNS. Medtem ko svet z zadržanim dihom čaka, kaj se bo zgodilo z Islamsko republiko, začnimo ta teden z drugo temo, na katero svet nestrpno čaka – svetovno prvenstvo. FIFA rada govori o vključenosti in enakosti v športu, vendar je, ko gre za Islamsko republiko Iran, FIFA leta omogočala prav nasprotno. Tu ni več samo vprašanje nogometa. Gre za to, ali bodo mednarodne institucije stopile na stran iranskega ljudstva ali na stran režima, ki jih zatira. Trenutno FIFA na tem preizkusu popolnoma odpoveduje. Ta teden je FIFA napovedala, da bo na prihajajočem svetovnem prvenstvu prepovedala zgodovinsko zastavo leva in sonca, simbol, ki ga uporablja na milijone Irancev in je bil državna zastava Irana do leta 1979. Ta zastava ni zastava teroristične organizacije ali simbol sovraštva. To je zgodovinski simbol iranske narodne identitete, ki obstaja že dolgo pred Islamsko republiko. A očitno FIFA meni, da je ta simbol preveč političen. Medtem pa je FIFA večkrat dovolila palestinske zastave, palestinsko politično simboliko in odkrito politične demonstracije na stadionih po vsem svetu. Se spomnite tega? Maroko na svetovnem prvenstvu. Očitno je palestinska politična simbolika sprejemljiva, iranski kulturni in zgodovinski simboli pa niso. Naj vas spomnim, da Palestina ni država. Palestinska zastava je poleg tega zastava palestinske osvobodilne organizacije, ki je bila do začetka 90-ih let teroristična organizacija. To je izrecno politični simbol. Vendar FIFA že leta nima nobenih težav s tem, da se pojavlja na stadionih in v nogometnem prostoru po vsem svetu. Toda pri zgodovinski zastavi Irana pa potegnejo črto. Toda to presega zastave, saj je FIFA leta omogočala, normalizirala in ščitila režim, ki sistematično zlorablja športnike, prepoveduje ženskam vstop na stadione in uporablja šport za propagando. Ali ste vedeli, da Islamska republika ženskam popolnoma prepoveduje vstop na nogometne stadione? Ženske so bile aretirane in napadene, ker so poskušale gledati, kako igrajo njihove ekipe. Eden najbolj znanih primerov je Sahar Hodajari, znana tudi kot modro dekle. Leta 2019 je bila aretirana, ker je poskušala vstopiti na stadion preoblečena v moškega in ji je grozila zaporna kazen. Zaradi tega se je pred sodiščem zažgala in kasneje umrla zaradi poškodb. Kljub temu FIFA ni storila ničesar, razen brezpomenskih izjav, da bi zavzela stališče proti spolnemu aparteju pri preganjanju navijačev. In ne gre le za navijače. Islamska republika brutalno preganja tudi svoje lastne športnike. Navid Afkari, prvak v rokoborbi, je bil leta 2020 usmrčen, potem ko je sodeloval na protestih proti režimu. Amir Nasser Azadani, profesionalni nogometaš, je bil obsojen na dolgoletno zaporno kazen zaradi protestiranja. Borja Dafori, nekdanji igralec državne reprezentance, je bil aretiran, potem ko je javno podprl protestnike. Nekdanja iranska nogometna legenda Ali Karimi, eden najbolj priljubljenih igralcev v iranski zgodovini, je javno podprl protestnike, na kar je režim kot odgovor zasegel njegovo premoženje v Iranu. Tudi zdaj je Rashid Mazaheri, nekdanji vratar iranske državne reprezentance, že več mesecev pogrešan, potem ko je obsodil pokol več kot 30.000 Irancev, ki ga je režim izvedel 8 in 9. januarja. Prav zdaj, le nekaj tednov pred začetkom svetovnega prvenstva, je bil nekdanji vratar iranske reprezentance prisilno odveden in je od takrat pogrešan. In kje je FIFA? Ni zastava z levom in soncem tista, ki naredi nogomet političen. To je režim sam. Oni so ga naredili političnega, ko so ženskam prepovedali vstop na stadione. Politično so ga naredili, ko so uporabili timeli kot propagandno orodje. Politično so ga naredili, ko so kaznovali igralce, ker so podprli svoje ljudi. Politično so ga naredili, ko so športnike spremenili v ljudke države, samo zato, da so jim dovolili tekmovati. In FIFA pri tem sodeluje. Zakaj? Poglej, kaj se je pred kratkim zgodilo z iransko žensko ekipo v Avstraliji. Med azijskim pokalom za ženske so iranske igralke pred tekmo zavrnile petje himne Islamske republike, zaradi česar jih je iranski državni mediji javno označila za vojne izdajalke. Po tekmi je več igralk v Avstraliji zaprosilo za azil, ker so se bale za svoja življenja. Avstralska zvezna policija je pomagala 5 igralkam pobegniti iz hotela stran od njihovih režimskih spremljevalcev. Avstralija jim je sicer odobrila humanitarne vize, vendar boj še ni bil končan. Nekateri igralke, ki so sprva iskale varnost, so si kasneje premislile in se celo vrnile v Iran, potem ko je režim grozil njim in njihovim družinam. To je šport pod Islamsko republiko, FIFA pa ne naredi ničesar. Šport naj bi predstavljal človeško odličnost in svobodno tekmovanje,
vendar ga Islamska republika uporablja kot orodje mehke moči. In FIFA zelo dobro ve, kako uporabljati šport kot orodje mehke moči, še posebej, ko gre za prikrivanje korupcije. Kdo lahko pozabi škandal s svetovnim prvenstvom v Katarju? Leta 2010 je FIFA dodelila svetovno prvenstvo 2022 Katarju, potem ko je islamistična diktatura vrgla kovčke denarja tistim na oblasti v FIFA. Nato je prišel primer korupcije FIFA leta 2015. Ameriške oblasti so obtožile nogometne uradnike in vodilne v športnem marketingu v velikem primeru podkupovanja in izsiljevalske dejavnosti. Tako da, ko se FIFA zdaj obnaša, kot da je moralni razsodnik, kateri simboli in zastave so sprejemljivi, imajo ljudje vso pravico vprašati, ali gre res za načela, ali pa gre za politično priročnost, denar in zaščito islamskega režima. Poglejte za primerjavo, kako je FIFA ravnala z Rusijo. Po ruski invaziji na Ukrajino je bila Rusija suspendirana iz mednarodnih tekmovanj, ob tem pa so bile podane izjave o človekovih pravicah, pravu in moralni odgovornosti. Torej, FIFA je sposobna ukrepati proti državi, kadar to želi. Toda, ko gre za Islamsko republiko, režim, ki usmrčuje protestnike, ubija ženske zaradi kršitev nošenja hidžaba, muči športnike, prepoveduje ženskam vstop na stadione in uporablja šport kot orodje ideološkega nadzora. FIFA nenadoma utihne. Vse več Irancev poziva, naj se Islamsko republiko izključi iz tekmovanj FIFA. Pravila FIFA pa jim dajejo vse razloge za ukrepanje. 3. člen statuta FIFA navaja, da se FIFA zavezuje spoštovati vse mednarodno priznane človekove pravice in si bo prizadevala za spodbujanje zaščite teh pravic. 4. člen statuta FIFA prepoveduje diskriminacijo države, zasebne osebe ali skupine ljudi na podlagi rase, barve kože, etničnega ali narodnega porekla, spola, invalidnosti, jezika, vere, političnega mnenja ali katerega koli drugega mnenja. Politika človekovih pravic. FIFA prav tako navaja, da bi morala FIFA uporabiti svoj vpliv za zaščito zagovornikov človekovih pravic in predstavnikov medijev, kadar so njihove svoboščine ogrožene. Kako lahko FIFA to uskladi z režimom, ki zagreši takšna kazniva dejanja? Ne more. Iransko ljudstvo o tem ne bo molčalo. Ne bodo nehali vihtati zastave z levom in soncem in ne bodo sprejeli, da FIFA deluje kot orodje režima za kulturno prisilo. Islamsko republiko bi morali suspendirati iz FIFA. FIFA pa bi morala nehati cenzurirati iransko ljudstvo, medtem ko ščiti prav tisti režim, ki jih zatira. No, naslednje, kar nas čaka, je razbijanje nekaterih mitov. Medtem ko svet nestrpno čaka, kaj se bo zgodilo z režimom v Iranu, odkar je premirje začelo veljati, režim obsesivno širi mit, da naj bi Amerika v Minabu namerno napadla dekliško šolo in pobila več kot 100 otrok. A bolj kot se poglabljate v podrobnosti tega primera, bolj vidite, da to sploh ni blizu resnici. Režim želi, da ljudje mislijo, da je bil napad vojni zločin, ker so umrli otroci. Vendar to ni res. In tukaj je razlog, zakaj. Po pravu oboroženih spopadov se napad ne presoja samo po posledicah. Presoja se glede na to, kaj je bilo znano v tistem trenutku, kaj je bil cilj, ali je imel cilj vojaško vrednost, ali je bila pričakovana škoda civilistom pretirana v primerjavi z vojaško prednostjo in ali so bili sprejeti izvedljivi previdnostni ukrepi. Torej, poglejmo, kako to velja tukaj. Najprej razlikovanje. Zakon zahteva, da vojske napadajo vojaške cilje, ne civilistov. Pomorski ali raketni objekt iranske revolucionarne garde je zakonit vojaški cilj. Če objekt prispeva k vojaškim operacijam režima, izstrelitvam raket, poveljniškim strukturam, zračni obrambi, pomorski dejavnosti ali skladiščenju orožja, je lahko tarča napada. Zdaj pa, po besedah Brada Cooperja iz CENTCOM-a, je bil objekt na oporišču manevrirnih raket iranske revolucionarne garde in znotraj baze iranske revolucionarne garde. Poglejte si. Torej gre za zapleteno preiskavo. Šola sama se nahaja na aktivni bazi manevrirnih raket iranske revolucionarne garde. Zato je zadeva bolj zapletena kot povprečen napad. Takoj, ko bomo zaključili, sem popolnoma zavezan k preglednosti, glede na vašo pomembno nadzorno vlogo in vlogo drugih članov tukaj. To je ključno, ker če je šola znotraj, ob ali vgrajena v prvotni obod vojaškega kompleksa iranske revolucionarne garde, vojaška narava kompleksa ne izgine samo zato, ker je režim v bližino postavil civiliste. Nato je tu vprašanje dvojne uporabe. Civilna zgradba lahko izgubi zaščito, če se uporablja v vojaške namene ali če je vključena v vojaški cilj. Seveda to ne pomeni, da vsi znotraj postanejo borci. To pomeni, da se spremeni presoja ciljanja. Če je bilo to mesto del kompleksa šole za mučenike, povezane z IRGC, kot je bilo poimenovano,
Če je imelo vojaško ali ideološko povezavo z bazo, kar jo je imelo, ali če je bil napad usmerjen na objekt IRGC v njegovi okolici, kar je bil. Potem pravno vprašanje ni, ali je bila tam šola. Vprašanje je bilo, ali je tam veljaven vojaški cilj. Naslednje je vprašanje sorazmernosti. Sorazmernost ne pomeni, da civilisti ne smejo umreti. Pomeni, da škoda civilistom ne sme biti pričakovano pretirana glede na konkretno in neposredno vojaško prednost, ki se pričakuje. Torej, če je bila tarča pomorska ali raketna baza IRGC med aktivnim vojnim dejanjem, je to visoko vredna vojaška tarča. Če je napadalna sila na podlagi takratnih obveščevalnih podatkov verjela, da šola ne deluje več kot civilna šola ali da otrok ni prisotnih, potem obveščevalna napaka sama po sebi ne pomeni, da je bil ta napad vojni zločin. Kaj pa previdnostni ukrepi? Zakon zahteva izvedljive ukrepe za zmanjšanje škode civilistom, ne pa popolnih informacij. Če so bile uporabljene zastarele obveščevalne informacije, je to resno in bi bilo treba to preiskati. Toda zastarele informacije niso isto kot namerno ciljanje otrok. In nazadnje, človeški ščiti in nameščanje civilistov. Če je Islamska republika namestila ali zadrževala otroke v vojaškem območju, še posebej potem, ko so napadi že začeli, to ni zaščita za režim. To je pravzaprav obtožnica proti režimu. Zakon ne dovoljuje, da bi vojaške sile zaščitile svoje baze tako, da jih obkrožijo s civilisti. In ne dovoljuje režimu, da otroke izkoristi za propagando, potem ko jim ni uspelo preprečiti, da bi bili blizu vojaškega cilja. Torej je pravno gledano ključna točka naslednja. Če je bil napad usmerjen na vojaški cilj IRGC, če je bila pričakovana vojaška prednost pomembna, če prisotnost civilistov ni bila znana ali je temeljila na zastarelih obveščevalnih podatkih in če namen ni bil usmerjen proti civilistom, bi bil napad verjetno zakonit po pravu oboroženih spopadov, tudi če je bil izid tragičen. Ampak ne, tragedija ni samodejno vojni zločin in število civilnih žrtev v pravični vojni ni samodejno dokaz kaznivega namena ali napačnega ravnanja. Ker Minab ni bila neka naključna šola sredi ničesar. Tudi poročila, ki so naklonjena različici dogodkov režima, priznavajo, da je bila dekliška šola, ki se je nahajala v tem objektu, osnovna šola, zgodovinsko del iranskega pomorskega kompleksa IRGC. Režim in njegovi zagovorniki zdaj pravijo, da satelitski posnetki od leta 2016 dalje kažejo, da je bila šola ograjena, prebarvana in preurejena v civilni objekt z učilnicami in igrišči. A to še vedno odpira veliko vprašanje. Zakaj je bila otroška šola sploh postavljena znotraj, ob ali v prvotnem območju iranskega pomorskega in raketnega objekta IRGC? In to je prva velika luknja v zgodbi režima. Želijo, da svet vidi besedo šola, ne pa besed IRGC baza. In druga luknja je časovnica. Po časovnici, ki so jo poročali predstavniki sindikata učiteljev Amnesty, The Guardian, Time in iranska poročila, so se napadi po Iranu začeli okoli 9:40 do 10:00 zjutraj. To je bila sprva običajna sobota, šolski dan v Iranu. In okoli 10:00 zjutraj, potem ko so se napadi že začeli, so po vsej državi zaprli šole in otroci so začeli odhajati domov. Nato je med približno 10:43 in 10:45 napad zadel šolo. Res je, da ni bilo veliko časa, vendar še vedno ni jasno, zakaj je bilo toliko otrok še vedno v objektu, ki se nahaja v vojaškem kompleksu IRGC. Naslednja težava je trditev o tem, katero orožje je bilo uporabljeno. Režim je v več poročilih trdil, da je šolo verjetno zadela ameriška raketa Tomahawk, nekateri pa celo poročajo, da predhodne ugotovitve ZDA pripisujejo napad zastarelim obveščevalnim podatkom in ne namernemu napadu na šolo. Potem pa se na iranski državni televiziji pojavi časnik IRGC in opiše nekaj, kar sploh ne zveni kot raketa Tomahawk. Rekel je, da je videl drone, ki so se približevali in da je njegova enota najprej poskusila z lahkim orožjem, nato pa so prinesli in namestili težki mitraljez DŠK-12 7 mm na stojalo, da bi jih poskušali sestreliti. To je zelo težko uskladiti z raketo Tomahawk. Raketa Tomahawk je hitra, leti nizko in skoraj ne pušča časa za reakcijo. Ne moreš je v resnici videti, ustaviti, kar počneš, prinesti težki mitraljez na stojalu, da postaviti, nameriti in streljati. To pa je veliko bolj verjetno pri počasnejših dronih ali krožečih streljivih. Torej, kaj je bilo? Je bil to Tomahawk, je bil to dron, je bilo kaj drugega? Zakaj časnik IRGC opisuje scenarij, ki nasprotuje lastni pripovedi režima? In če režim laže o orožju, v čem še lažejo?
In tukaj postane analiza Meta Tardija še bolj pomembna in bolj relevantna. Tardijev je neodvisni vojaški analitik, ki je preučil vizualne dokaze in postavitev kraja. Trdi, da se je večina glavnih medijev preveč zanašala na vire režima. Njegovi dokazi kažejo, da je bil napad v kompleksu, ki ni bila običajna dekliška šola, kot trdi režim, ampak del šolskega kompleksa za mučenike, povezanega z IRGC, ki je bil integriran z mornariško in raketno bazo IRGC. Tardijev je prav tako razkril slike iz notranjosti poškodovane stavbe, ki prikazujejo vojaške spominske predmete in gradivo o mučenikih, povezano z IRGC. Kaj počne kaj takega v otroški šoli? In to nas pripelje do četrte luknje v zgodbi režima. Zdi se, da ima ta kraj zgodovino dvojne uporabe, o kateri režim res noče govoriti. Zakaj bi torej kdorkoli jemal trditve Islamske republike zdravo zagotovo? To je isti režim, ki je sestrelil let družbe Ukraine International Airlines PS-752 in ubil 176 ljudi. Nato pa je o tem dneve lagal, dokler dokazov ni bilo več mogoče zanikati. To je isti režim, ki je med protesti 8. in 9. januarja ubil na stotine otrok in od takrat naprej usmrtil še več ljudi. In tukaj je mednarodni mediji ponovno spodletelo. Ker bi bilo odgovorno poročanje o tej zgodbi, če bi rekli, da obstajajo poročila o množičnih civilnih žrtvah na šoli v Minahu. Lokacija ima zgodovino, da je bila znotraj mornariškega kompleksa iranske revolucionarne garde. Namesto tega je večina poročanja postala: Amerika je bombardirala šolarke in to je točno tako, kot deluje propaganda Islamske republike. Torej ja, ta incident bi bilo treba preiskati. Če je prišlo do napake pri ciljanju, to povejte. Če so bile uporabljene zastarele obveščevalne informacije, to povejte. Če so bili ubiti civilisti, to priznajte. Ampak ne dovolite, da Islamska republika spremeni zapleteno in morda s strani režima povzročeno tragedijo v propagandno zmago. Ker je pravo vprašanje, zakaj je bila šola sploh v vojaškem kompleksu iranske revolucionarne garde. Zakaj je režimski časnik opisal drone, medtem ko režim trdi, da je šlo za Tomahawk? Zakaj se omalovažuje vojaška preteklost tega kraja? Zakaj so bili otroci še vedno tam, potem ko so se napadi že začeli in so bile vse šole zaprte? Zakaj zahodni mediji zaupajo režimu, ki je že prej lagal o množičnih žrtvah? In zakaj je istemu režimu, ki pobija nedolžne iranske otroke, zdaj dovoljeno, da se predstavlja kot njihov branilec? To je resnična zgodba, ne pravljica režima. In zdaj prehajamo na rubriko Dobro, slabo in grdo tega tedna. Začenjamo slabo zgodbo tedna in ta je res izjemno neprijetna. Nadzornik mesta New York in kandidat za kongres Brett Lander je nedavno obiskal mošejo v Queensu, kjer je recitiral vers iz Korana, ki žali kristjane. Govoril je o tem, da si želi sodelovati z Ilhan Omar in Rashidot Tlaib v kongresu, nato pa je obtožil Izrael genocida v Libanonu. Poglejte si. Verjamem, kot ponosni judovski prebivalec New Yorka, da je izraelski genocid v Gazi skrunitev, kršitev razumevanja, da je vsak ustvarjen po Božji podobi. Vsak od teh palestinskih otrok v Gazi je prav tako božanski kot moji ljubljeni otroci. In zato, da v kongresu ne bom glasoval za nobeno dodatno ameriško vojaško pomoč Izraelu. Ne za bombe, ki uničujejo bolnišnice in šole v Gazi, ne za okupacijo v Libanonu, ki je zdaj, verjamem, žal morda na poti, da postane genocid. Tako kot sem razvil partnerstvo s Soranom, upam, da ga bom imel tudi z Rashidot Tlaib in Ilhan Omar ter drugimi v kongresu. Da pokažemo, da lahko zgradimo mesto, državo in svet, ki si ga lahko privošči vsak, kjer je vsakdo dobrodošel in kjer je človečnost vsakega spoštovana. Kul hu Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Najlepša hvala, da ste me danes sprejeli. Najprej, ta celotna predstava kot Jude je popolnoma patetična. Nekaj posebej ogabnega je pri takih strahopetcih brez hrbtenice, ki svojo judovsko identiteto uporabljajo za dajanje legitimnosti obrekovanjem edine judovske države na svetu, medtem ko aktivno stojijo ob ljudeh, ki uporabljajo islamistično retoriko o nevernikih. Toda kar res izstopa tukaj, je kako odmaknjeno od resničnosti je to. Izrael sploh nima ozemeljskega spora z Libanonom. Izrael noče biti v Libanonu. Edina težava v Libanonu je, da ga je Islamska republika okupirala prek Hezbolaha.
In celo Libanonci to vedo. Brat pa je preveč zaposlen z lizanjem jajc islamistom, da bi to vedel. Tako obupano želi kazati, kako moralno vzvišanje, da se na koncu znajde na istem dogodku, kjer je imam kasneje molil, naj Mahdi pride s svojim mečem proti nevernikom. In to popolnoma zajame tisto, kar GCET imenuje samomorijska empatija. Zahodni politik, ki trdi, da zagovarja demokracijo, strpnost, pravice žensk in pluralizem, stoji v prostoru. Normalizira retoriko, ki bi bila takoj obsojena, če bi prihajala iz katerekoli druge verske ali politične skupine. Iskreno že gledati je nerodno. In zdaj še grdo. Ajatola BBC je pred kratkim objavil prispevek o moških v Afganistanu pod nadzorom Talibana, ki zaradi revščine prodajajo svoje hčere v otroške zakolske zveze. In nekako je zgodba uspela prikazati moške, ki prodajajo otroke, kot glavne žrtve. Poglejte si. V domu Tul Rašida Azimija smo nenadoma soočeni z uničujočimi posledicami. Pokliče svoje hčere. Rukija in Ruhija sta dvojčici, stari sta 7 let. Abdul želi razložiti, zakaj sprejema neznosne odločitve. Sveti Bekar, veš, da si bil otrok. Pripravljena sem prodati svoje hčere. Sem revna in v dolgovih. Domov pridem s suhimi ustnicami, v stiski in zmedena. Moji otroci pridejo k meni in rečejo: baba, daj nam malo kruha. Ampak kaj lahko dam? Kje je delo, da lahko zaslužim? Srce mi para, ampak to je edini način, da nahranim svoje druge otroke. Abdul. Samo Ajtel iz BBC bi lahko iz tako podlega, gnusnega in nečloveškega ravnanja naredil zgodbo ter postavil moške, ki prodajajo svoje male deklice v spolno suženjstvo, kot žrtve. Ti prašiči niso žrtve. Deklice so žrtve. Kljub temu BBC izjemno veliko časa namenja počlovečenju očetov, njihovim bojem, čustvom, težkim odločitvam, medtem ko so dejanske otroške žrtve skoraj postale stranski liki. Resno? Nažalost je to vzorec, ki ga še naprej opažamo v zahodnih medijih pri poročanju o islamističnih družbah. Obstaja neverjetna zadržanost, da bi se moralno soočili s tem, kar ti režimi počnejo ženskam in dekletom, saj se vse predstavlja kot vprašanje revščine, kulture ali zapletenih okoliščin. A ni nič zapletenega pri otroških nevestah. Talibani so izbrisali ženske iz javnega življenja, prepovedali dekletom šolo, delo, pogovarjanje in ustvarili sistem, kjer so ženske lastnina. To bi moralo biti v središču pozornosti. Namesto tega je BBC v ospredje postavil moške, ki prodajajo majhna dekleta. In to je grdo. In zdaj, končno, nekaj dobrega za ta teden. Odlične novice. Kot član kongresa, ki sovraži Jude, je Thomas Massey izgubil na predizborih v Kentuckyju, kar je sprožilo histeričen izpad. Od novih antisemitskih skrajnežev na desnici, ki seveda krivijo Jude, AIPAC in kogarkoli drugega. Ampak dejanskih volivcev, ki jih očitno ne spoštujejo dovolj, da bi mislili, da lahko sprejemajo lastne odločitve. Mesecem je celoten ekosistem Tuckerja Carlsona prepričeval samega sebe, da so republikanski volivci, še posebej kristjani, obrnili hrbet Izraelu. Potem so se pojavili pravi volivci. Massey je zastopal 4. okrožje Kentuckyja, eno najbolj zanesljivo konservativnih, krščanskih in proizraelskih okrožij v državi. In kaj je Massey naredil? Svojo celotno politično podobo je spremenil v obsedenost z Izraelom, AIPAC-om, tujim vplivom in demoniziranjem ameriških Judov. Posledično je izgubil za skoraj 10 točk. Tako je sledil zlom. Tucker Carlson je na spletu trdil, da je izraelski lobi odstranil Thomasa Masseyja. Drugi ljudje v spletnem ali desničarskem ekosistemu so začeli kričati, da je AIPAC kupil volitve, kot da so evangeličanski republikanci iz Kentuckyja le brezumni roboti brez lastnih političnih prepričanj. Ampak politika ne deluje tako. Ne moreš leta napadati Izraela v enem najbolj proizraelskih republikanskih okrožij v Ameriki in potem biti šokiran, ko te volivci zavrnejo. To seveda ne pomeni, da je bil Izrael osrednja tema teh volitev. Ampak politika je matematika koalicij, spletni komentatorji pa so popolnoma napačno razumeli konzervativno Ameriko. Iskreno, Masseyjeva fora s prvim amandmajem je bila vedno popolna šala. Mislim, to je tip, ki je leta vsem pridigal o svobodi govora, odprti razpravi in nasprotovanju cenzuri, hkrati pa me je na X-u naprej blokiral, še preden sem sploh kdaj komunicirala z njim,
ker sovraži Jude. To je tisto, zaradi česar je tako ugaben prevarant. Pretvarja se, da je zagovornik popolne svobode govora, a takoj, ko vidi Američanko iz vere, ki mu ni všeč, se skrije za gumb za blokiranje in si sam nasprotuje svojo politiko na družbenih omrežjih, ki naj bi ščitila svobodo govora in prepovedovala diskriminacijo glede na stališča. Strahopetek. Tudi njegov govor po porazu je pokazal njegovo nenavadno obsedenost z Judy. Poglej si. Poslušaj, yes. Bye. Prišel bi prej, ampak sem moral poklicati svojega nasprotnika in priznati poraz. In trajalo je nekaj časa, da sem našel Eda Galeriona v Tel Avivu. Lahko bi govoril o gospodarstvu ali lokalnih vprašanjih ali celo o Donaldu Trumpu. Ampak namesto tega se je takoj vrnil k antisemitskim teorijam zarote, brez kakršnih koli dokazov, ker to gibanje v resnici ni o tem, da bi bila Amerika na prvem mestu. Zato se Masi druži z vašingtonskim glasnikom Islamske republike Iran, Tritom Parsijem, in zato ga je podprla tudi lobistična skupina Najak, ki podpira Islamsko republiko. Celo Masejeva, bivša punca, ga je javno obtožila, da je sprejemal denar neposredno od Islamske republike Iran. Resnica je, da Maseju ni mar za ustavo. Je nestrpnejš in poraženec, njegov antisemitizem pa sploh ni prikrit. Večkrat je širil nevarne laži o dvojni zvestobi glede cionizma in tujega vpliva. Delil je objave, ki namigujejo, da je kongresu bolj mar za cionizem kot za ameriški patriotizem. Politični odbor, povezan z Mesijem, je prav tako predvajal oglas, ki je ciljal na judovskega donatorja Paula Singerja in ga označil z Davidovo zvezdo. In tarča so bili tudi vidni ameriški Judi, ki jih je blokiral na svojem vladnem računu in s tem kršil njihovo zaščito po prvem amandmaju. No, volivci v Kentuckyju očitno niso nasedli tej celotni igri Thomasa Mesija, saj je sovraštvo do Judov ideologija poražencev. In Thomas Messi, ti si zagotovo poraženec. Prav je, da te ni več sovražnik Judov. In s tem je za ta teden vse. Naslednji teden bom spet z vami z več najnovejšimi zgodbami, ki jih morate poznati. In kot vidimo, če imate kakšen namig zame, me lahko kontaktirate na X pod imenom Emily K. Schroeder ali na Instagramu kot Emily in Tel Aviv. Do takrat se vidimo naslednji teden v oddaji Vprašajte Saptut na JNS TV.